Tokrat bomo deljeno mobilnost spoznali v nemestnem okolju. Potem pa zapeljemo celo vrsto zelo zanimivih, predvsem pa zelo novih avtomobilov. Ford Explorer, Cupra Born in Austral. Pa Megane E-Tech, Kia Sportage in Citroën C5X. Gremo! Pozdravljeni v avtomobilnosti. V naši oddaji zelo pogosto govorimo o souporabi avtomobila, deljeni mobilnosti, se pravi o tem, da en avto uporablja čim več ljudi. In skoraj praviloma spoznavamo tako obliko deljene mobilnosti v urbanem okolju, kjer je največ ljudi in s tem seveda tudi največ možnosti, da taka deljena mobilnost tudi uspe. In tudi v velikih mestih je takšen način mobilnosti včasih težava in se težko prijema. Kaj šele v manjših, neurbanih okoljih, kjer se, recimo v poletnih mesecih oziroma takrat, ko je turistična sezona, kar naenkrat nabere veliko več ljudi kot običajno. Zato smo šli pogledat, kako se v manjšem kraju, ki pa je umeščen v občutljivo naravno okolje, obnese lokalna souporaba avtomobila, ki lahko ponudi v nadaljevanju veliko odgovorov tudi o tem, kako bi lahko souporaba v takem turistično zelo obremenjenem okolju delovala tudi v turističnem konceptu delovanja souporabe avtomobila. No, šli smo v dolino reke Soče, bolj natančno v Tolmin, kjer so v souporabo ponudili električni avto, kar še malo piha na ta naravovarstven vidik vse mobilnosti. In poglejmo, kako se je koncept obnesel. Priznamo, veliko govorimo o električni mobilnosti. Seveda v to vrsto pogona avtomobilski proizvajalci usmerjajo velike napore in investicije. In vse več govorimo tudi o deljeni mobilnosti, torej souporabi vozila, ki tako nima več le enega lastnika, ampak mnogo uporabnikov. Ampak te novodobne oblike mobilnosti večinoma domujejo v večjih urbanih središčih. No, ampak mi se sprašujemo tudi, kako je v manjših krajih. Tokrat smo v Tolminu. Poletna sezona je v dolini Soče in v Julijskih Alpah zelo obremenjena, takrat je veliko število obiskovalcev, ki prihajajo. Velika večina še vedno z avtomobili. Mi jim v zadnjih letih ponujemo vedno več javnega prevoza, ponujemo jim alternativo, tudi električna vozila so vedno bolj in bolj popularna. Odgovorni v tej regiji se že dalj časa ukvarjajo z reševanjem problema mobilnosti na področju Julijskih Alp. In del projekta CrossMobi je bil tudi poskus, s katerim so ugotavljali, ali bi lahko premišljena raba električnega avtomobila prinesla želene spremembe. V akciji smo poskušali razbiti stereotip, ki je v javnosti prisoten. Kaj je to e-mobilnost? Je to neka modna niša? Bila je, mogoče danes ni več. Zato smo uporabnikom ponudili daljše obdobje najema, ko so dejansko res lahko zapeljali svojo družino na izlet, mogoče nakupili vrečo krompirja, se prepeljali na neko destinacijo, ki niso poznali, ali pa mogoče osvojili 1000 metrov nadmorske višine. Večdnevna izkušnja in več načinov uporabe, več načinov uporabnikov, vrst uporabnikov je tisto, kar smo želeli preizkusiti v daljšem obdobju, in to je bil nek zanimiv test, ki je pokazal, da električna mobilnost ima prihodnost, seveda s svojimi specifikami. Kot moški, kot šofer, sem se najprej pozanimal o vseh značilnostih avtomobila. Ni bila potrebna dodatna razlaga za samo vožnjo, ker so v bistvu enaki ostalim vozilom. Samo polnjenje oziroma pogon je drug. Tlele moram reči, da je dometa preveč za naše konce. Sam prihajam z Kobarida in je max 50 km gor, 50 km proti Gorici, in to je to. Naše vožnje se dogodijo znotraj tega radiusa, bom ustrelil 95%. Ostalo sta 2 izleta malo dlje, pa poletni dopust na morju. Končni cilj je čim bolj racionalna raba električnega avtomobila, nekako multiplicirana uporaba. In želja je, da se iz enega avtomobila v praksi naredi več kot en avto. Drugje po svetu tole že funkcionira. Mislim, da moramo samo mi v naših glavah malce spremeniti idejo o naših lastnih prevozih. Če dojemaš
vozilo, tako ali drugačno, električno ali pa navadno, ne kot nekaj svojega in samo mojega, ne, potlej nisi naklonjen takemu načinu delovanja ali pa razmišljanja. Po drugi strani pa, ja, menim, da bi se taka ideja prijela tudi v naših koncih. Mogoče ne takoj, mogoče ne zdaj tukaj, ne, s časoma pa ja, ne. Namreč, tle imamo zelo definirane poti. Dolina je ena sama, iz Gorice do Tolmina, iz Tolmina v Kobarid in z Kobarida v Bovc. 90% poti se zgodi tle noter, ne. Car sharing vzameš nekje, pustiš drugje, ni treba, da vse gravitira na en center, ne. So lahko vozila razporejena po celi dolini, tako da menim, da bi bilo interesantno to, no. Ponudniki novih oblik mobilnosti se danes kar vrstijo in uporabniki imamo na voljo vsak dan več aplikacij. Ampak to je le ena plat zgodbe. Pogosto pri tem pozabljamo, koliko časa ljudje potrebujemo, da se na neko novost navadimo. Mogoče kakšno krajše izobraževanje na to temo je potrebno, predvsem v vidu, na kak način polnim avtomobil, ne? Katerega ponudnika izberem, kje ima ta polnilna mesta, ni nujno, da imajo vsi na vseh. Meni je bilo najlažje, da sem si naložil aplikacijo na telefon, pri temule so pa tudi imeli kartico na ključku. Vse, kar je bilo potrebno, je bilo pogledati mapo z MUN polnilnicami in se pač odločiti. Sam postopek polnjenja je pa čisto preprost. Potrebno je priključiti polnilni kabel, navodila so napisana na polnilnici, potrdim polnjenje s priloženo kartico in praktično je to to. Poleg tega je treba še povedati, parkirno mesto te vedno čaka, tako da je zaenkrat je ta plus še prav fajn in komod. Ne? Električna mobilnost je danes kljub vse večji razširjenosti za mnoge še vedno neznanka. In prav zato so takšni spoznavni projekti še toliko bolj pomembni. Malo po malo namreč omogočajo, da neka rešitev zaživi tudi v praksi. Sistem trajnostne mobilnosti v Sloveniji seveda je v vzpostavljanju. Veliko je na entuziazmu, na odzivnosti lokalnih akterjev, kaj prinašajo v okolje, kaj stestirajo. Zato tudi Julijske Alpe v tem primeru orjejo ledino. Tu poskušamo stvari peljati naprej, prihiteti državo, prihiteti sistem. In tukaj nam mogoče tudi ponudniki prihajajo naproti, da razumejo, da je mogoče treba včasih prehiteti, zato da si mogoče na zunanjih trgih bolj uspešen in da ljudem, ki jih vabiš v destinacijo, to povežeš vnaprej. Da ne vabiš samo z destinacijo, ampak s sistemom, ki je temu prilagojen in prijazen. V avtomobilnosti se redno ukvarjamo z vprašanjem trajnostne mobilnosti. Pravzaprav bi morali reči drugače. Ukvarjamo se z vprašanjem, kje, kdaj, kako, na kakšen način bo prišlo do razgradnje mobilnosti, kot jo svet pozna danes. Mobilnosti, ki se je gradila več kot stoletje. Da bo ta transformacija, razgradnja, dolgotrajna, je bilo jasno že od vedno. In vedno bolj jasno nam je, da bo dolgotrajna. Ko pa k temu dodamo še vojne ali migrantske, ekonomske in vse druge krize, lahko ugotovimo samo še to, da bo prehod na bolj trajnostno ekološko mobilnost še bistveno daljši. Morda ga sploh nikoli ne bo. Sicer pa je jasno, da ko vam predstavljamo nove koncepte mobilnosti, pilotne projekte, te najpogosteje skupaj z vami spoznavamo v velikih mestih, v evropskih in svetovnih prestolnicah. Razumljivo je, da se dogodijo tam. Ne samo zato, ker je tam največ ljudi, največ prometnih tokov, mobilnostnih tokov, tam je tudi največ denarja in zato je take projekte najlažje izpeljati tam, tudi če so neuspešni. Pogosto slišimo, da vam kažemo projekte iz velikih mest, ki v Sloveniji nikoli ne bodo zaživeli, zato ker je Slovenija popolnoma drugačna. Drži in ne drži. Drži zato, ker je že danes popolnoma jasno, da veliko teh projektov, ki danes pilotno preizkušajo modele nove mobilnosti v velikih mestih, da je obsojenih na propad. So zgolj dobra podlaga za razmisleke o tem, kakšna bo mobilnost v prihodnosti. Njihov prenos na manjša mesta, kot so Ljubljana, Koper, Maribor, Celje in druga, je že zdaj jasno, da ne bi funkcioniral, kaj šele v manjših krajih. Ampak ne drži pa, da je Slovenija tako zelo drugačna. Vse evropske države, če ostanemo zgolj v Evropi, imajo tudi ob svojih velikih mestih tako velike kraje, kot so naše, mesta in razseljena območja. In s tem tudi popolnoma enake težave uvajanja drugačne oblike mobilnosti v manjše lokalna okolja.
Prenos novih modelov mobilnosti iz velikih mest v manjša lokalna tudi pri njih ne funkcionira. Enake težave imajo, kot jih imamo mi. Kar pa ne pomeni, da se v manjših lokalnih okoljih ne splača poskusiti, kot nam je pokazal primer Tolmina. Ko se je zgodil Dieselgate, je bil Renault eden prvih, ki je doumel, da nič več ne bo tako, kot je bilo, da bo treba preklopiti na nov vir energije. In zato ima danes leta 2022 že 10 let izkušenj, 400 tisoč prodanih električnih avtomobilov, predvsem pa 10 milijard prevoženih električnih kilometrov. To seveda pomeni podatke in pomeni izkušnje in te je odlično unovčil v novem električnem Meganu. Začnimo z najbolj logičnim vprašanjem. Kaj pa so se Renaultovci naučili iz te milijarde električnih kilometrov? The first thing we've learned is that our customers love their cars and they drive a lot with electric vehicles. They drive more, for example, with a Zoe than they are driving with a Clio diesel. The second thing we learn is they are using completely new features, like they are programming and using remote heating system control. They are using the remote charging, so they can control all that and program all that. We've also learned how to repair batteries. We are not changing batteries every time, we are repairing batteries. We've got dozens across the world of repair centers, but not only that, we've got in Flins a recycling center at the end of life of the battery. Since we started, we've recycled more than 3,000 batteries already. Ko so baterije nove, zmore Megane 450 km, navajamo podatke za zmogljivejšo verzijo 160 kW močnim motorjem in pa 60 kWh veliko baterijo. Ampak bilo je prav osvežujoče, kako Renaultovci niso na ves glas poudarili VLTP dosega. Kajti vse bolj je jasno, da je VLTP protokol še bolj skregan z realnostjo, kot so bili podatki o porabi goriva v dobi pred afero Dieselgate. Doseg novega Megana so nam zato opisali plastično. You drive 300 km on highway, quite highway speed at 130 km/h. You just stop by, about 30 minutes, and you get another 200 km quite fast speed on highway. So 500 km with just 30 minutes stop. So it's quite efficient. Lastniki električnih avtomobilov, torej po Renaultovo, ne bi smeli biti več avtocestne počasnele. Seveda pa bomo v prihodnjih mesecih trditve našega sogovornika preverili v praksi. Izkušnje so nas namreč naredile skeptike. In strinjali se boste, da iz našega sogovornika kar seva samozavest, omogočili pa so mu jo inženirji. Pa poglejmo še eno tehnično značilnost, s katero so ga oborožili za naš intervju. Very thin battery pack, the thinnest you've ever seen, which allows the car to be stuck to the road, to have extraordinary driving pleasure, to be quite low, very aerodynamic, very efficient and more efficient than most of the cars. Baterija pa ni samo tanjša, je tudi lažja. 450 kg tehta, 145 kg pa je masa motorja skupaj z inverterjem in polnilcem. To je menda malo. Potem pa so tu Googlove storitve. Je že res, da je Google najbolj očiten prek tistega gigantskega zaslona na sredini kabine, ki se v resnici zna tudi pogovarjati z nami. Ampak prava vrednost Googlovih podatkov je v resnici povezana s tehniko, s pogonom, z vožnjo, ne toliko z zabavno elektroniko. With Google, what it allows us is to be more and more predictive. We get lots of data with that. We get the car's data, we mix the two, and we'll propose to you to adapt maybe tomorrow your speed, tomorrow to go there because there is something interesting to see, or to drive a little bit differently, maybe to push a little bit less the gas pedal, but in fact, not having to recharge the car, you will gain some time. So being more efficient is something which is well expected by the customers, and it is something which we can do, integrating Google experience into our electric vehicle experience, which is now more than 10 years old, and which allows us to talk with Google about what they can do for us.
Naši prvi kilometri s tem Meganom niso bili avtocestni. Za električni pogon smo imeli še bistveno zahtevnejše pogoje. Namreč testna proga nas je vodila na idilične andaluzijske ovinke. Z Meganom smo si privoščili uživaško priganjanje gor, dol, levo, desno, pošportno. Nikakor ne tako, kot se ponavadi vozijo lastniki električnih avtov. In novi Megan se je pokazal v dinamični luči, a šele takrat, ko smo izbrali športni profil. Naj pa dodamo, da je sicer v normalnem in pa v eko načinu novi Megan E-Tech izredno tih avtomobil, celo po električnih kriterijih. Se pravi, v kabini je tišje in bolj prijetno tudi v primerjavi z električno konkurenco. Inženirji trdijo, da so cesto utišali kar za 3 decibele. Spoznali smo električnega Megana, zdaj pa ostajamo pri Renaultu in gremo na model, ki je povsem nov in zelo zanimiv. Tehnično zanimiv. Prvič, zato ker ni povsem električen, ni dizelski, ampak je hibrid. Takoj po glasih. Si lahko predstavljate, da v današnjih časih avtomobilska znamka predstavi povsem nov model, ki ni električen? Ravno to je naredil Renault. Vas zanima zakaj? So new Renault Austral has a full lineup of petrol engines which are 100% electrified. So it's not electric, but we have electrification on all our engines. Clearly, we know that the European market is going towards full electric cars, battery electric cars, but this is not happening today. Kupci Australa tako ne bodo imeli na izbiro dizelskega motorja, bodo pa lahko izbrali med 3 hibridno-bencinskimi motorji. Ampak pri novem avtomobilu v oči najprej pade oblika. Austral prinaša povsem novo in pa predvsem nov oblikovalski jezik. Where we define this design language is sensual tech. Sensual tech is a mix between very basic, simple shapes, very sensual with big curvature, mixed with some edges pushing from the inside, and it looks like muscles. It gives strength and the feeling of precision. It looks like muscles from an athlete. Na naše ceste pa je zapeljalo kar nekaj novih avtomobilov, od Citroenove zastavonoše do Kia Sportagea. Pa Ford Explorer, ameriški velikan, ki bomo videli, kako se bo znašel na manjših evropskih cestah, pa tale modra električna strela. Z bronastimi platišči in ničelno toleranco do dviga cen nafte. Evropski avtomobilski proizvajalci so iznašli in izpilili tako imenovani hot hatch razred. Torej razred avtomobilov, ki ga v slovenščini nekoliko nerodno imenujemo športne kombi limuzine. Cupra Born je narejena na MEB platformi. Cuprini inženirji so avto opremili s tem Cuprinim DNK-jem. Se pravi, so izpostavili tiste značilnosti, ki imajo tudi ostale Cupre. To je pa predvsem dinamičen zunanji, notranji dizajn, poudarjena športnost, ne nazadnje tudi v bistvu te pristni vozni užitki. Tako da lahko rečemo, da je to pravi električni hot hatch. Mesecev pred samim začetkom prodaje se je prišel pokazati tudi novi Citroenov zastavonoša. Oznaki so dodali X, ker je to trendovski mešanec, ampak nobenega dvoma ni, kakšna je njegova vloga. Veliko stavimo, da bodo ta avto kupovale stranke, ki so šle na druge karoserijske izvedbe. Jaz mislim, da dejansko bo marsikera stranka prišla nazaj. Prav od leta 2017, ko smo nehali prodajati petke, vemo, da nam je to manjkalo. V C5X ne bo več dizelskih motorjev, tudi ne več ročnih menjalnikov, imel bo samo še varčne bencinske motorje, predvsem pa priključno hibridni pogon. Ampak o tehnologiji bomo drugič, ko avto ne bomo samo gledali, da boste lažje počakali, pa naj vam danes samo potrdimo, da ja, to je tisto, kar od Citroena hočete in zahtevate.
V avtomobilu se in voznik in sopotniki morajo počutiti, kot da so doma na zofi, recimo. Ker je to res ta prav Citroen v najnovejši možni različici. Explorer je najzmogljivejše Fordovo hibridno vozilo doslej. Je obenem terenec in družinski prostornež. V kabini je namreč 7 sedežev. V resnici je Explorer med osebnimi avtomobili najdražji Ford. Ampak, ko ga primerjamo z najožjo konkurenco, ugotovimo, da je cenovno zelo konkurenčen. Vsi asistenčni sistemi in vsa najbogatejša oprema je pri Explorerju vključena serijsko. Praktično je za doplačilo pri Explorerju pri obeh različicah, tako ST-Line kot Platinum, na voljo samo barva, med katerimi lahko izbirate, plus vlečna kljuka. Z vsako generacijo vidimo, da je čedalje bolj drzno oblikovan in kar je zanimivo, da pač vsakič nekako smo začudeni, da to pa je še en korak naprej, še toliko bolj drzno, ampak potem zatem čez nekaj časa ugotovimo, da postaje tudi čedalje bolj priljubljen. Z vsako generacijo je bil Sportage čedalje bolj prodajan model. Torej drzna oblika vsekakor prodaja in ima zelo močne prodajne učinke. Ampak veste kaj, meni se prejšnja generacija sploh ne zdi več tako zelo drzna, ker ta je drzen Sportage. Če se vam ta prednji del zdi preveč oster, preveč drzen, predlagam, da sedemo v kabino. Tukaj zagotovo ne bo težav, tukaj je vse tako, kot mora biti letnika 2022. Namreč to pomeni tudi, da ima ta Kia Sportage takšen velik zaslon tukaj pred voznikom in ta zaslon je ukrivljen. With the Sportage GT line variant, we are able to offer an exclusive Sportage. There are some features and technologies that are only available with the Sportage GT line model. For example, the black roof. It's a new introduction to the Sportage model in its new generation. And also the electronic control suspension, for example. It is only available for the Sportage GT line. The electronic control suspension has conventional dampers, but also an electronic control unit that monitors these dampers. And so you are still able to maintain a sporty drive while having a comfortable ride. GT Line bo seveda zanimiv predvsem za tiste bolj zahtevne kupce, katerim plača dopušča, da poslušajo tudi čustva, ne zgolj denarnice. Ti bodo zagotovo trznili tudi na hibridni različici, še posebej na tisto, ki omogoča, da redne vožnje opravimo na elektriko, bencinski motor pa imamo za rezervo, za izlete. Ampak Sportage je vedno veljal za množični SUV, torej atraktiven, a dosegljiv avtomobil. Modernost novi Sportage kaže tudi z množico asistenčnih sistemov, na voljo je recimo tudi prediktivni tempomat. To je seveda tisti tempomat, ki zna samodejno prilagoditi hitrost tudi prometnim omejitvam, ovinkom, krožiščem. Avto torej lahko ponudi praktično vse asistence, ki v letu 2022 označujejo modern avto. Naj vam damo malo ozadja, odkot prihajajo današnji avtomobili in kako majhen je svet. Ali po drugi strani, kako očitno poceni so še vedno ladijski prevozi avtomobilov. Zaenkrat. No, Explorer prihaja iz Amerike, Citroen z Kitajske. Kia, velikan iz Koreje, je sestavljena na Slovaškem, saj Sportage. No, zdaj vas verjetno zanima, odkot prihaja Volkswagenov Taigo. Odgovor je na dlani. Iz Brazilije. Oblikovno prinaša drugačnost. Kupejevska streha pa bo privabila tudi tiste kupce, ki jih prej mika športna kot klasična oblika avtomobila.
Če ste že sedeli v novem Polu, vam je notranjost popolnoma znana. Če niste, vam zna biti všeč. Taigo ni velikan, saj je le malenkostno večji od T-Crossa in tudi T-Rocka, a to le zaradi večjih karoserijskih previsov. A večji prostornosti vsekakor ne gre gledati v zobe. Še posebej ne čisto zadaj, kjer v prtljažniku ponuja spodobnih 455 litrov prtljažne prostornine. Če zložimo naslonjala zadnjih sedežev, pa dobimo dobrih 1200 litrov. V tesnem Taigu je za pogon skrbel močnejši litrski motor, ki z 81 kW poskrbi za spodobno vožnjo, brez pozitivnih presežkov, a tudi brez zamer. Pri običajni vožnji bo za 100 prevoženih kilometrov porabil 7 do 8 litrov benzina, pri umirjeni pa bo dovolj že nekaj več kot 5 litrov. Volkswagen Taigo v Evropo prinaša drugačnost, ki je od umirjenih Nemcev doslej nismo bili vajeni. Če se bo poteza izkazala za uspešno, bo sicer pokazal čas. A v avtomobilskem svetu, kjer je združevanje avtomobilskih znamk postalo nekaj vsakdanjega in so si posledično avtomobili vedno bolj podobni, je Taigo prijetna osvežitev. Ali pa, če želite, zanimiva drugačnost. Danes smo spoznali deljeno mobilnost v nemestnem okolju, kjer je v kombinaciji z elektromobilnostjo malo več težav, vsaj kar se s polnilno infrastrukturo tiče. Javno polnilno infrastrukturo. Ta v lokalnem okolju predstavlja večji problem, pravzaprav večje vprašanje smiselnosti. Po drugi strani pa je prav v takem okolju bistveno več možnosti in lažje polniti električni avto doma, prek noči recimo. In tukaj pridemo do zanimive nove ugotovitve. Ena od raziskav v Ameriki pravi, da je vsak 5. kupec električnega avtomobila že šel nazaj na navaden avtomobil, se pravi na bencinski ali dizelski agregat. In to so tisti kupci, ki so sicer najbolj navdušeni nad novim trendom elektrifikacije s sodobnimi električnimi avtomobili. Zakaj so se vrnili nazaj k bencinu? Zato, ker niso imeli možnosti polnjenja doma, zato, ker je polnjenje doma trajalo čez noč bistveno preveč časa in tretji pomemben faktor, zato ker so se morali zelo prilagajati na različne aplikacije, ponudnike, različne tarife, cen, hitrosti polnjenja, različnih kartic in vsega ostalega, kar vendarle še vedno prihaja z elektriko skupaj na trg. Vprašanje je veliko, odgovore pa upam, da najdemo v kakšni od naslednjih oddaj. Bodite z nami spet naslednji teden, vmes pa kliknite na naš YouTube kanal oziroma na naše spletne strani oziroma družbena omrežja. Srečno!